Lep dober večer, Tanja Skaza z vami. Ta video pa namenjam mojemu poslovnemu sodelavcu, partnerju, kolegi, ki sem ga poznala in ki ga še vedno čutim, našemu Franciju Pliberšku, ampak mogoče glih s tem namenom, da vsak od nas se malce zamisli, kakšno sporočilo bi lahko dobili od tega, kar se mu je zgodilo. Zapustil nas je. V soboto zjutraj sem dobila sporočilo, da nas je zapustil Franci Pliberšek in mogoče samo da podelim. Danes bom res poskušala biti kratka. Njegovo zgodbo, tisti, ki ga niste poznali, in sicer bil je zelo dobrodelen, bil je prisoten v vseh raznih organizacijah, poskušal res delati spremembe, vse povsod. Pred kratkim tudi posnel svoj film, napisal knjige in tako naprej. In soboto in nedeljo sem prav namenila temu, koliko se je razdajal na vseh različnih koncih, kje vse je bil prisoten, potem se mu pa nekaj takšnega zgodi. In zdaj bi tukaj končala, tako da vsak od nas bi tako vsaj 1 minutko, ker poznamo ga kot podjetnika, in tu se bom zdaj dotaknila zgodbe, ki sem tudi dala naslov. Američani pravijo, da dober podjetnik je tisti, ki pade, šele takrat častijo tega podjetnika, ko je enkrat padel in ko se dvigne in ponovno nadaljuje pot. Ali Slovenci častimo take podjetnike, ko kdo pade? Ponavadi smo Slovenci tisti, dokler je nekdo visoko, dokler je vse povsod prepoznaven, mu dajemo pomen. V primeru, da se po slučajno zgodi, da pade, pa vsi kar naenkrat pozabimo na to osebo, ali pa nekaj se mu že zgodilo, že ni v redu, gor dol sem tja. To meni, da se mogoče malce zamislimo sami nad sabo in rečemo, kdo v resnici je za nas uspešen podjetnik. In kaj sploh za vas pomeni uspeh? Ali uspeh za vsakega, tako vsak pri sebi, naj pomisli, kaj za njega pomeni uspeh. Ko smo mi odpirali inštitut Skaza, sem pozvala agencijo Avis Studio, da mi poskuša pomagati sestaviti slogan. In smo veliko sedeli skupaj, veliko se pogovarjali o tem, veliko je bilo workshopov, pogovorov, nasplošno vsega, da smo prišli do slogana inštituta Pot k sebi je pot do sreče in uspeha. Vsekakor najprej je bil samo uspeh. Brez sreče, to meni pot k sebi, je pot do uspeha. In potem smo dodali srečo, zakaj? Ker čisto vsak uspeh povezuje z nekim finančnim obiljem. Koliko ima nepremičnin, kakšni so prihodki, koliko je zaposlenih, kako ima veliko organizacijo. V resnici bi človek sam pri sebi se mogel vprašati, kaj je za nekoga uspeh. Tudi zame je bilo še do ne vem katerega leta uspeh samo to, koliko imaš ljudi, koliko imaš prihodkov, kak si ustvaril, kakšno je tvoje premoženje. V resnici pa pol vidiš, da je to nekaj, kar v resnici niti ni tvoje. To si ti ustvaril. Tvoje je samo tisto, kar imaš znotraj sebe. Tvoj notranji mir, kako se boš ulegel, kako se bo zbudil, ali si zdrav, ali si v ravnovesju z vsemi 4 elementi, to pomeni 4 srcem, dušo, zdravjem in tudi z umom. To pomeni, če so vsi v ravnovesju, potem lahko doživiš to svoje življenje, sledi sebi, si zaupaš. In zato pravim, da sem si 2 dni, ko se mi je to v soboto zgodilo, sem 2 dni razmišljala o tem, kaj mi ta njegov odhod sploh predstavlja, oziroma kaj se lahko zamislim, kaj se lahko iz tega naučim. In eno zadevo, katera mi je res tako močno odmevala, mi je odmevala v tem, da se v resnici človek vpraša, kaj mu je življenje najbolj pomembnejše, kaj ga najbolj osrečuje, kaj mu daje ta notranji mir,
ali mu daje družina, ali mu daje to. Karkoli, pač vprašajte se. Vzamite si čas, pa se vprašajte o tem. Ker takrat, ko se boste vprašali, boste tudi si zaupali in vas bo pot peljala in na tej poti bodo prihajale ovire, ampak boste tej poti sledili. Ampak takrat sem jaz prvič rekla, kaj še Tanja skazaš, kaj še želiš doseči, da se počasi ne umiriš. In saj sem, vedno bolj sem umirjena in vsakič manj čutim potrebo deliti svetom to, kar počnem in prav zanima me, kam me bo pot peljala. Ok, in eno zgodbico, pa bom pa končala. Bouquet, Jorge Bouquet, ne vem, kako se izgovori, jaz ga kličem tako, v eni knjigi, pač knjigice za razmišljanje, je bila ena zgodbica, pa bi vam jo podelila, ki se mi zdela tako smiselna in glih paše noter v ta koncept. Predvsem to, jaz srčno upam, da Franci, mogoče danes, ki nas opazuje, vidi življenje malce drugačno. No in ta zgodbica, spomnila sem se na to zgodbico, ko je popotnik se odločil potovati po svetu, ker mora nekam iti, odločil se je, da nekam gre. Zdaj, zgodbica sem jo že dolgo časa nazaj prebrala, takrat, ko sem delala največje spremembe pri sebi in zdaj ne vem, če bom znala glih v popolnosti opisati takšno, kot je bila, ampak bistvo boste pa razumeli. Popotnik se je odločil, da bi rad nekam šel, mislim, da v en kraj, zdaj sem že pozabila, kjer kraj, in medtem, ker ni prišel še do tega kraja, ga sreča en palček, ki je bil oblečen čisto v zeleno, to pomeni obdan z vejicami, in ga povabi, da stopi so bila ena taka velika vrata, da naj stopi skozi ta vrata v ta svet. In ko je popotnik stopil skozi ta vrata, se je ozrl na tleh in je videl plošče. Plošče, kamene plošče, in na teh ploščah je bilo napisano. Jaz bom zdaj karikirala, katera imena. Eva, 5 let, 3 tedne, ali pa 3 mesece, 2 tedna. In je šel do druge plošče in je videl, ne vem, Marcel, 9 let, 4 mesece, 5 tednov. Ali pa kakor ne 5 tednov, 2 tedna. In tako, kot je hodil od plošče do plošče, je videl te kamne, je videl, da so vse povsod sami mladi, to pomeni, da nišče ni star več kot 11 let. In se je usedel na eno izmed teh plošč in je začel jokati. In takrat ga je opazil paznik, je stopil do njega in ga je vprašal, zakaj joka. In je rekel, se tukaj gledam, kako mladi so tukaj umrli. Kako mladi ljudje so tukaj umrli. To so bili še otroci na nek način. In takrat mu je paznik rekel, oziroma paznik stražar, da sem že pozabila, kaj je bil, mu je rekel, v našem kraju ne štejemo toliko, koliko časa je človek živel, ampak koliko let je kvalitetno živel, koliko je dajal sebi, svojemu notranjemu miru, svoji sreči, koliko je poskrbel za svojo notranjo srečo, to pomeni za svoj notranji mir, kar je za nekoga sreča, za nekoga uspeh. No in bistvo te zgodbice, če razumemo, nekdo živi 80 let, 90 let, pa mogoče zadnjo leto, predzadnjo leto, doživi tisto največjo srečo. Nekdo živi 20 let in je v 20 letih doživel marsikaj, tako kot pravijo moj od Igorja pokojni brat, da je živel polno življenje. Pri 20 je umrl, ampak da je živel polno življenje, vse je si privoščil, rad je hodil na vse, karkoli je počel, že delal je pri 20, ustvarjal, živel polno življenje. Pomeni, koliko let v resnici živimo ali pa koliko časa živimo v svojem notranjem miru. In jaz sem prepričana, ko mi eni pravijo, jaz ne morem, jaz moram poskrbeti za položnice, jaz moram poskrbeti za svojo družino. Vedno lahko poskrbite, ampak predstavljajte si, da delate to, kar delate, da ste srečni. Samo od vas je odvisno. Vi se lahko zjutraj zbudite in rečete, kak je težek dan. Lahko pa samo tako naredite, pa rečete, ne, čudovit dan je, poln ustvarjanosti ali pa poln tega, vse je odvisno od vas, od nikogar drugega, predvsem od vas.
Samo od vas. In mogoče, seveda socialna omrežja so spet naredila svoje. Socialna omrežja so potegnila v to, da mogoče je bilo dosti boljše prej, ker ni bilo teh socialnih omrežij. Bolj smo se trudili priti do znanja, bolj smo to znanje integrirali, vnašali vase, ni bilo tako več instant, nismo iskali instant receptov, ampak smo želeli malce globje. Fakultete so imele potem, oziroma izobraževanje na fakultetah so imele višjo dodano vrednost, večjo poslušanost. Jaz se spomnim, da sploh ne vem, a smo imeli telefone, ali nismo imeli telefone. Vem, da jih pač nismo uporabljali na predavanjih, tudi na faksu. Mislim, da nismo smeli imeti telefonov, da se ne spomnim, ali smo jih ali ne, ampak mislim, da ne. Ne spomnim se, da sem imela telefon v rokah, kar pomeni, da smo čas nečemu namenjali kvalitetno. Zdaj smo pa prišli v čas, ko ni fokusa, ni stabilnosti in izgubljamo, vse nam je prioriteta ali pa vsega bi pomalo, malo bi tega, malo bi tega, malo bi tega, malo bi tega, kar pomeni, nimamo jasne slike, kar v resnici si želimo. Zato res naj bo eno tako sporočilo, da tudi mogoče s tem zaključim, koliko živimo za druge, koliko v resnici živimo pa zase, pa kdo je tisti, ki si ga najbolj želimo imeti ob sebi. Tisti, ki hodite kdaj na moje delavnice ali pa kaj ste bili na moje delavnici, zelo rada uporabim sliko groba in vprašam, koga bi želeli imeti, da vam pride na obisk, oziroma koga vidite, da bo hodil na obisk. In sem prepričana, da vsak od vas ve, da vaš grob da bodo obiskovali samo tisti ljudje, ki so vas imeli srčno radi, ki ste jim nekaj pomenili v življenju. In to niso tujci, to niso tisti, ki ste ga mogoče koga enkrat osrečili, tisti, na katere ste pustili pečat, ampak res tak pečat, da so naredili spremembo. In ponavadi spremembo največkrat naredijo takrat, ko prijo neko bolečino, pa ko morajo narediti en korak naprej. In zdaj še rezime, včeraj sem objavila sliko moje mame, pa sem že napisala, pa ne bi zdaj ponovno, ampak ko gledam moja mami je 72 let stara in ko jo gledam zdaj, kako živi polno življenje, ko gre, rada uživa, ko je z nami, uživa čas z nami, ko kuha, uživa v tem času, to pomenijo je majhne stvari in jo tako bogatijo in je tako srečna, da jo tako gledam pa rečem, točno, in ko njo vidim tako v starih letih, si predstavljam, da bom tudi jaz taka v starih letih, da bom točno taka, upam, da že prej, kar tu že delam na tem, da sem že zdaj srečna, ampak evo, en moj zaključek pogovora. Ne rabite priti do 80 let, da boste srečni. Vedno razmislite, kaj je tisto, kar vas najbolj osrečuje. Seveda, če rabimo hrano drugih, da nas drugi občudujejo, potem samo s tem se sprijaznite in delajte na tem in pojdite v en tak show biznis in boste to dobili. Ampak naj vam bo na prvem mestu, kaj dajete sebi za svojo notranjo hrano, za svoj notranji mir. Želim vam en čudovit večer, zato mogoče manj socialnih omrežij, več povezave z družino. Tam so vsi odgovori skriti, tako dobri kot manj dobri, ampak se veste, skozi družino se učite postati boljše osebe, skozi družino se učite sprejemanja, predvsem sprejemanja. In ko se naučite sprejemanja, znate sprejemati tudi v službi vse izzive. Vsak izziv vam je, tako kot rečete, samo ena priložnost za rast. Učite se odpuščanja in če se naučite v družini odpuščanja, veste, da vsi bomo delali napake, vsak od nas naredi napako. In če slučajno ne naredite napako in ne naredi vaš partner ali partnerka in vas tako močno prizadene in si rečete, s čim sem si to zaslužila, če sem celo življenje bila taka in drugačna in nisem hotela nikogar prizadeti. Zato živite življenje in tudi to se naučite odpuščati.
Kdo pravi, da smo na ta svet prišli, da bi mogli biti vsem najboljši? Učimo se biti dobri. Ne ocenjujte ljudi, kakšni so bili 3 leta nazaj. Poglejte jih, če so naredili spremembo, ker pomembno je, da ljudje se odločijo. Pomemben je trend, tako kot pravim, kako je moj mož meni rekel. Žena, ni pomembno, da smo najboljša, pa najbolj idealna. Pomembno je, da imamo vsako leto trend rasti in da se ta trend pozna. In če se ta trend pozna, to pomeni, da se vedno vprašate za nazaj, greste za nazaj in rečete, ali sem kaj spremenil od lanskega leta, ali je moje življenje kaj lepše od lanskega leta. In boste videli, da vse to, kar vam družina daje, vse to se enako zrcali v podjetju. Če v družini sprejemate, boste znali sprejemati v službi. Če boste znali odpuščati v družini, boste znali v službi. Če boste znali zaupati v družini, boste znali v službi. Če boste govorili resnico doma, boste govorili tudi v službi. Ampak vse se vedno začne na izvoru. In če slučajno nimate odgovorov, če bi vam lahko napisala spis, veste, to je tisto, kar pride direktno ven iz srca. In sem vam hotela napisati, ko vam je težko v življenju, ko čutite, da vas karkoli muči, pojdite vaši mami, pojdite vašim staršem in tam iščite odgovore, ker tam so skriti odgovori in se pogovarjajte z njimi, kakšni so bili v mladosti, kaj jih je močno zabolelo, naj vam podelijo eno svojo bolečino, kako jo danes gledajo, ali gledajo kot bolečino, ali vidijo, da bi jo lahko kako drugače, ali bi kaj drugače spremenili. Moja mami vsakič reče, in to sem tudi napisala, samo ona reče po srbsko, Tanja, da mi je ta pamet, kad sem bila mlada, tvoja mama ne bi danas bila to, što je sada, nego bi bila dosta više, ampak je zdaj, če bo ona me najboljša. Tako da, dragi moji, notri so skriti vsi odgovori, čisto vsi odgovori, ne zunaj vas. Nekdo je prišel na ta svet, da ima 6 podjetij, nekdo je prišel, da dela v tem podjetju, nekdo je prišel, da vodi te ljudi, nekdo je prišel, da zdravi, nekdo je prišel, da frizira, nekdo je prišel, da je samo gospodinja, nekdo pomaga ljudem odpirati se v srčku, nekdo pomaga, da so bolj prodorni, ampak zato je svet tako lep, ker je tako drugačen in vsak ima svoje poslanstvo. In prej, ko v resnici si dovolimo spoznati to poslanstvo, prej mu sledimo. In to ne pomeni, da moramo vsi biti znani, vsi prepoznavni. Ja, ne, ampak samo da začutimo, kaj je tisto, kar nas res hrani in kar nam daje notranji mir. Dragi Franci, mi smo z vami, mi smo s tabo v mislih in upam, da si marsikomu dal zamisliti, kako naj svoje življenje nadaljuje. Hvala vam, en čudovit večer vam želim.